V glavnem, dobro večer. Nisi še Branko, zdaj sem jaz. Odmeva. Dobro večer. Danes smo tukaj na zadnjem dogodku Zbrano za znanost v sodelovanju z založbo UMCO. In ker je na koncu vedno desert, je nocoj z mano tukaj gospod Branko Gradišnik, ki ga imam v svojem Gmail računu, označenega z besedama jezični doktor, da vidim njegove maile, kajti veliko jih je, ko komunicirava. Kdor Branka ne pozna, najverjetneje živi pod skalo, kar je tudi v redu, vsak ima pravico izbire svojega domovanja, a ne Branko? To je ena gostilna na Bregu 22. V glavnem, res sem vesela, da je Branko izjemni pisec, prevajalec, terapeut, sogovornik, nocoj tukaj, ne samo zaradi tega, ker ga občudujem, pa zaradi tega, ker sem v teh letih doživela to čas, da mu lahko rečem, da sem njegova prijateljica. On me sicer imenuje katera žena, druga ali tretja, pa v glavnem nadomestna, dokler sem pač v tem oskem krogu sama sebi lahko rečem, da imam veliko srečo. Napisal je izjemno knjigo, oziroma bom rekla, ta knjiga je skupek njegovih izkustev in modrovanj. Tukaj vmes si predstavljate, da je oklepaj, v katerem se sliši škrtuhi, kupite knjige. Tako da, gospod Branko, tikala se bova, ker se vendarle poznava že malo dlje časa. Hvala, ker si prišel. In to ni vse, obril se je. Čemu? Ja, zahtevala si, da imam dolge hlače, pa da se obrijem, ker se spomnim. Pač tako je. Drugače pa tikam se z vsemi, razen z Mirom Cesarjem, mlajšim, in to je to. Zdaj, Branko, ti si dobil eno prijetno luštno nagrado slovensko za prevajanje. Prevedel si eno knjigo, ne vem, tudi UMCO jo je izdal, ni tako pomembno. Bolj pomembno je to, da si se izjemno izkazal kot prevajalec skladb skupine Nika Vistorovski in Supranudisti. In v ta namen bi mogoče izkazala res Branku čast in vam predstavlja izjemen prevod Toma Waitsa I hope that I don't fall in love with you, ki ga je prevedel sem tega, ne da padla ravno nate. Pač ta prevod se vidi pač v njem vsa Brankova slava in sposobnost, kaj ne, da vse tiste ostale Jermanove nagrade so pač nekaj za zraven. Tako da, a je tukaj kdo, ki pozna Waitsa, vsaj približno? Kakšna zreča? Bojan Cvetrežnik na inštrumentu, ki se kliče buzuki. Čisto slučajno je Bojan prišel mimo. Neverjetno na ključe. In pesem, ki jo bova izvedla za vas, je kot rečeno pesem čakajočega Tomaža. Sem tega, ne da padla ravno nate. Pela bom tako, kot je mati narava mi namenila brez mikrofona. Daktarine, ne sem imel čas povesti. Boš jagode? Češni. Ne, tam češni. To so jagode. Ne zaupam UMCO-tu, pa prinesi stavo svojo malco. Več, več. Njih treba pred. Ne. Ne, ekološki. 600 tač. Vzemi si čas, Bojan. Branko je namreč bil prvi, ki se je odločil, da bo spodbudil vse moje nebuloze, ki so nastale skozi moja besedila. Vsa je pohvalil za čuda in bil je prvi, ob katerem sem imela občutek, da sem mora biti normalna. Dobro, če ti to reče Branko, najverjetneje ni pohvalno, ampak je pa namen dober.
Bojan Cvetrežnik. Ne hodi daleč. Ker bomo še potrebovali. Jaz pa predlagam, da bi jaz nič ne govoril več, on bi še ene 5 komadov poslušal, pa gremo domov. V glavnem, Branko je napisal knjigo Iskanje izgubljenega zdravja za vse, ki bi se radi ognili belih hal, belih receptov, belih laži, bele žene in črnih misli. In prvo vprašanje, ki se mi ob tem pojavlja, ki ga tudi razčlenjuje sam v uvodu, je, zakaj je to knjigo napisal že zdaj. Res je, da bi jo mrtev vendarle bolj težko. Vseeno, Branko, nisi še dovolj star, da bi delil na svete, ali vendar? Ja. To je vse relativno. V zakonu sta takoj 200 let. Ne vem, kaj sem napisal v uvodu, vse to črtam iz glave in pojmam. Če pričakuješ, da bom kaj vedel, ne vem, ne bom nič vedel. Pač, zdaj 67, 68 let star, naredim 50 sklec. Nikoli več nam 50 let star, pa naredim 68 sklec. Se pravi, verjetnosti račun mi tle kaže, da je najbolj tole v dobrom trenutku. Ne, slučajno se je zgodil pač. Ne vem, a je Urška Splihar prišla? Je. A res? Ja. Bravo, no, to je moja urednica. Po Slovenskih novicah sem slučajno, ona je bila zaslužna, ona me je napisala, povabila k sodelovanju, tam ima eno rubriko na zdravje. In jaz misleč, kot bivši alkoholik, sem zelo zadovoljen, sem pisal pač o someljerstvu in o takih rečeh. In sem pristal, potem pa je skazal, da ta na zdravje pomeni pač na boljše osebno, telesno in tako naprej zdravje. In potem sem tam 3 leta pisal, tistega se je nabrali 40 komadov. In potem sem jih vzel, pa ne bi jih še nekaj napisal, tako pač malo daljših, ker tle Urška me je držala na točno določenem številu črk. Potem je enkrat z onama nekega nadurednika, tisti nadurednik je pritisnil na njo in ona je rekla, veš kaj, zdaj pa nam še pisal 5000 črk, ampak 3000 črk. Pa pač honorar ne bo več toliko pa toliko, ne smem povedati, takih skrivnosti slovenskih novic, ko plačajo, prekarce. Ampak boš dobil pač sorazmerno samo 60% tistega, nekaj takega bilo. No, potem se je to, ker sem rekel, no, zdaj je čas, da začnem pisati daljše tekste, ker če jih ne bom pisal daljših, mi bo čez 1 let prišla in rekla, zdaj pa samo še aforizme. In pol naslednje let pa, zdaj pa brez besed. Zdaj še vice brez besed, ti ne bomo na račun zdravja. Tako da tam se nekaj pol, sem se odločil, da bom to delal in sem napisal malo nekaj daljših, pa tako kar nekaj jih je bilo 100, ne. Vseh skrb, pa sem jih zložil v redu, ker sem moral prej krčati zaradi tega formata, sem nekatere, ki sem jih prej imel napisane. Nekatere sem Urški dal, da je ona edina brala, kakšen genij sem, pa sem pa rezal, ne. Čeprav vsi uredniki, ki te prisilijo, da režeš, te naredijo dobrega, ne, ker se naučiš ekonomije izraza. No, in ker imam srečo, tlele imam prijatelja, urednika, Samota Rugla, založnik je, pač nekaj se upa tvegati in mislim, on se upa precej tvegati, ne, več od mene. No in to sem ponudil sicer knjigo, on je prijatelj pač, se pravi, ko imaš pri meni objavil, ker nam nič plačal, ne. Objavil nekje, kjer dobijo subvencijo, kjer dobijo mladinska knjiga, to je bila ena Urška Kalaper. Urška Kalaper tle? Ni, sem tudi poslal vabilo, me je nategovala 2-3 mesece, ne, potem je pa rekla. Sem mislil, da bo prišla. Ne, mislil, a veš kako, raj jaz nategujem žensko, kako to, ona mene, ne. Potem bomo še. Moram reči, v glavnem nategovala me je z tem, a bojo objavili pri mladinski knjigi ali ne, potem je ena hipo rekla, da ne, in jaz sem potem šel, kakor vedno naredim, tarnati, samo, evo, propadel sem in samo rekel, evo, pa tle objavili in po 750 izvodu boš podobil za vsak prodajni izvod v 20 evrov, ampak 750 izvodov je nedosegljiv rekord, ne. Tako da, če boste vsi kupili po 60, vsak po 60 izvodov. Evo, izziv za nova leta, za naslednjih 20 let nabavite knjig. In potem je to išlo. Branko, povej mi, knjiga je duhovita, pa tudi veliko tebe je notri, zelo veliko, celo preveč v nekaterih segmentih.
Ker ne nazadnje, ne samo, da izvemo vse, kar se izvedeti mora o prostati gospoda Branka Gradišnika, nekaj, kar mogoče človek ne bi želel vedeti. Zvemo tudi dosti o tem, kako občuje svojo ženo, katere zdravstvene neprilike ima njegova družina in veliko hudomušnih domislic poleg tega. Preden začneš govoriti, Branko, ker še nisem postavila vprašanja, me zanima, kaj je skrivnost zdravja po tem takem, ko si vendarle prebral veliko knjig, veliko doživel in si sposoben narediti toliko in toliko skvez. Če smeh pa v zdravju v redu, potem to knjigo preberete, se naredili že 50%. Ampak, dajmo še malo več, zakaj, kaj je skrivnost zdravja, kdo je zdrav človek? Ne vem. Naslednje vprašanje. Ne vem. Pač je treba imeti eno zdravo mero nezaupanja do uradne medicine, pa še večjo mero nezaupanja do vseh drugih, ki se lepijo zdravo mero uradne medicine. Tisti, ki vas zdravijo zdravljenje s kristali po telefonu. Se imajo presežen, pa imajo zdravljenje preko prejšnjega življenja. Tudijo, kaj si bil v prejšnjem življenju in te tam zrihtajo. Ker čekujejo, da bo spol dober tle. Te stvari so kar nevarne. V glavnem, če hočete imeti posle izbire energetičari, se zavedite, da so dveh vrst. Eni so taki, ki verjamejo vase, drugi so pa samo preprosto slepari. Razlika, spoznali boste tako, tisti, ki so pripričani, da vejo, zakaj gre, bojo šli brezobzirno z roko po vseh delih vašega telesa, vključno s prostato, in vam bojo potem rekli, da je z vodo nekaj narobe. Oni ta drugi bojo pa sicer tudi rekli, da je z vodo nekaj narobe, ampak bojo, ko bojo prišli do prostate, bojo nekaj diskretno roko umaknili, se bojo tako v ovinku prišli do koleni in tako naprej. Branko, kako to veš? Povedal mi je prijatelj, ki je težek kronov bolnik in ki je vse to doživljal zaradi tega, ker pač ni drugače. Je malo prav, a veste kako je, če imaš raka, pa se ne zajebavaš iz Boga. Potem se ne delaš norca niti iz uradne medicine, niti iz hrastovega ljubja. Tam neko hodim na Savle, dva gospod pa gospa prijeta starejša pa strgata z enega hrasta ljubje, pa sem vprašal, kaj delata, sta rekla, imamo v družini eno težko bolezen, pa smo prebrali, nekdo nam je povedal, da to pomaga. Vsaka mehna stvar tudi dejansko najbolj pomaga, če verjameš. Ne, sprašala sem zaradi tega, ker bi se imela pod vprašanje, kako je bilo Branko, ko je bil pri bioenergetiku, ki je tipo njegovo prostato, ampak žal to ne gre skozi. Tega se ne spominjam, to je tistega vica, danes ste vzeli, jutri bom pa še bo vzel, veš to. To je z ene druge knjige, očitno, ja. No, ampak zdaj povedal si nezaupanje, se pravi v uradno, delček nezaupanja na uradno in vse ostale. Kaj pa potem, kaj pa treba zaupati? Treba poslušati. Najprej treba se, prva stvar, ki je res, če hočete biti zdravi, pa srečni. Ker to mislim, da to dvoje gre skrat, se morate odreči močnim užitkom. Močni užitki prikrivajo občutke prave sreče, pa vse normalne človeške občutke. In brez teh občutkov ne morete slediti, ne morete čutiti svojega telesa, telo vam ne bo povedalo, kaj potrebuje. Ne boste slišali, pač telo potrebuje vsak dan 10.000 korakov vsaj, to ni dvoma in telo vam to sicer tudi pove. To vam pove na tak način, da če ste en teden v posli, po enem tednu ne morete reči iz posle vstati, ker telo odpove, telo se ne gre več. Če en teden ležite primer, to se zgodi, zato vas morajo potem tam pretipavati, masirati in tako naprej, tega nič ne treba delati, če gre človek v gozd za 1 uro vsak dan. In dejansko, ta tako imenovani užitki, do katere imajo pravice, ker vse reklame bazirajo na tem, to so užitke, privošči si, imej ugodje, bodi sam svoj, zasoliraj, bodi jet, bodi, ne vem, kamorkoli pogledaš, to vam samo pač možgane preplav in jih naredi neobčutljive za dejanske občutke euforije, sreče in tega, ki so zelo nežni občutki. Da lahko greš v gozd, slišiš tiče petje, zavohaš, če imaš doma imaš ženo, ki mogoče ti bo pripravila kosil, ali pa tudi, če ga ne, vsaj tam je, pa prideš dan, pa je tam. In to je sreča. In ko prideš do tega, da veš, da je to sreča in da je to nekaj, kar si ti zelo hitro lahko
pretrga ne po tvoji volji, ne po tvoji želji, ne po ženini volji, po želji, ampak pride vojna, pride sranje, različno. Še v zelo miru, vi ste, noben med vami ni doživel vojne, verjetno. To je popolnoma noro, mi smo spaček človeštva, to je irregularnost, ne? To je statistično nemogoče. Ne? No, v glavnem, za zdravje, jaz sem moral isko zdravje, tako imel sem zelo slab štart. Štart je bil slab, zato ker moja mati bila pač nora, ne? Je imela svoje razloge in upravičenja, zakaj je bila nora, bila je izseljena z ene kulturnega miljeja, od drugega prišla je nekam, bila je Hrvatica, prišla je v Slovenijo, ni znala, naučila se je kar dobro slovenske, tudi učila tle, angleščino, nemščino in tako naprej, ampak imela je moža, ki je popravljal slovenščino. In če imaš moža, ki ti popravlja slovenščino, če prideš z Hrvaške, se ti mora zmešati. No, in se je zmešal in v tem mešanju je bilo tako, da pač, ker ta mož je bil moj oče, ki ga imam silno reč, sem ga imel reč in je bil tak vase umaknen človek, ki je v glavnem tipku, prevajal, dokler in tik pred smrtjo rekel, Branko, poglej stran 7 na Bulgakov, moj sin Margarita, in sem odprl se rekel, kaj te piše, je rekel, ja piše prevedel Janez Gradišnik. No, kako more to pisati, ko pa vem, da si to ti prevedel? Se pravi, vse tista leta in leta tipkanja na konc ni vedel, kaj je sam prevedel. No, in v glavnem pri takem možu ona ni mogla čustveno se zaaktivirati, ali pa ni doživela telesne sreče, kakorkoli spomnjenja in potem je svojo emocionalno energijo predvsem name usmerila in a veste, otrok je lahko objekt materinske ljubezni, ne more biti pa objekt odrasle ljubezni. To je ona seveda vedela in je imela prepovedi, vendarle je navaljevala na vse mogoče načine na mojo prostato. In eden od načinov navaljevanja je bila ta, da je ona imela tako imenovan Münchhausen by proxy, se pravi nadomestniškega Münchhausena. Mišljala si je bolezni, nočem nič slabega reči, ne, dejansko je bila izredno prijazna, dobra, ljubeča, vse, ampak vsega je bilo v ekscesu, vsega je bilo preveč to. Po noč me je zbujala 3 zjutraj, ker sem se drugače upiral, pa mi je zlivala neke pikovit napitke v usta, ne, zato da jih nisem skozlal, ne. Pokrivala me je z ledvičke skozi nekimi polštri dodatnimi, da sem vam prehladil. To je bila vse njena. V bistvu je bilo tako, no, kratko malo od mene ni mogla dobiti tistega, kar bi morala dobiti tudi moža, to je jasno. In mi je to zamerila. In ker mi je to zamerila, zraven je pa po freudovski metodi to zamero potlačevala, je ta zamera prihajala nazaj v obliki strahu za moje telesno zdravje. In v tem strahu me je vodila k vsem zdravnikom in jim dokazovala, da sem bolnik. Sem bil oproščen telovadbe od 5. razreda osnovne šole, a potrebujem to, ali me vsi slište? Me slište, tam od zadnji so važni. Ampak od zadnji ste itak sami repetenti, ki itak kako ne poslušate. Zakaj pa tam sedite? Jaz sem vedno v zadnji klopi. Jaz sem vedno bil v zadnji klopi. No, bilo je pač tako, da sem potem hodil in ko sem bil 10 let star, sem že dobil prvo cistoskopijo in to je šlo pol naprej. Cistoskopija sem imel poznej 17 še operacij, ker se je pač tisto mehko tkivo, ko ga je cistoskopija prva že malo zabrazgotinila, se je vedno znova zabrazgotinila. Se pravi, imam neko prakso bolniško, imam nek staž, ne. Zdravniki mi napišejo, ko to knjigo preberejo, pišejo, nisem vedel, gospod Gradišnik, da ste morali pretrpeti toliko v življenju. Kar se meni zdi seveda logično, da mi to rečejo, ker kadar meni zdravnik dela preiskavo, potem vedno na koncu sprašajo, no kako je bilo? In jaz rečem, žal vas moram razočarati, bilo je samo neprijetno. No, pa Branko, tale uvod, ki si ga ti naredil... No, glavno sem pol trpel najprej od jatrogenih bolezni, od namišljenih bolezni, dobival sem, ne vem, kako je to bilo, da je bila domača dieta taka, da sem dejansko kriscal, kamne scal, ledvične, pač tako je bilo. Pa sem imel pa srečo, da sem bil v prvem zakonu eno zelo neprijetno osebo, ki je bila moja žena po 15 let. Tista neprijetna oseba, ki ni bila kriva svojo spet, vsi smo žrtve nekih svojih prejšnjih travm, ki jih nismo sami krivi, je bila taka zakonska žena, jaz sem bil pa tudi zelo slab zakonski mož, ona je bila taka, da sem jaz vedno rekel, draga moja, iz mene delaš odličnega ločenca, udovca,
ali pa že na morilca, zdaj si pa zberi. No, in ona si je zbrala raje na koncu ločanca, mislim, kar dobro. Vendarle pametna ženska. Kar dobro je zbrala, ja. In tam sem se v teh 15 letih sem se naučil skrbeti zase. Znam vse, likat, ta stare plenice znam nategati, zložiti v trikotnik, vse od nule. Vse sem se naučil pač, zato ker pač to so bile moje dolžnosti v tem zakonu. Nisem pa še vedno ne migu, ne, se pravi, še vedno sem se tam, da je 30. sem ga tolkul, ne, pa kadilc sem bil težek. Pač vsak mora imeti nekaj svoje veselja, in zdaj, če nimaš, jaz sem bil orientiran vase, v neko branje, taka družina je bila, vsi so nekaj brali, prekosili smo nekaj brali, najhujši greh na svetu je bil to, da smo zamazali knjige, pa če se opise reke. Mat je pa norela, kako moramo ignorirati njeno kuhinjo s tem, ne, da vsi beremo, ne, to je noro. Še enega brata imam, ki pa tudi prevajalc, pa tudi literarna, si je tudi čudak, tukaj jaz. Ali pa še bolj, ki je starejši, pač normalno. No in potem iz tega prid je bilo kar težko. Pač enkrat sem se ustrašil zase tam okoli 30 leta, predvsem zaradi alkohola, takrat sem pač nehal pit, pa kadit. Najprej sem nehal kadit, ker je to bilo veliko lažje nehati. Ker od kajenja sem še nisem smejal, od alkohola sem se pa smejal. In ker je bilo treba nehati, sem vedel, da mislil sem, da če bom nehal pit, se ne bom nikoli več nasmehnil. Res, tak je občutek. Dejansko sem pil zato, da sem se pač malo tolažil. Pa delal sem, znal sem se utopiti v delo, se pravi, migu pa nisem. Ampak pol je pa nastala luknja. Če človek pije, pa kadi, pa bere, pa pol malo neha piti, pa kaditi, pa brati tudi malo, iz enih drugih razlogov sem tudi pustil malo branje, pa pisanje, te deloholične, vse navade sem se odrekel okoli 30 leta, od 30 do 35, pa se pa zrihtel, pa kar nekaj nastane vakuum, nimaš prvič, zgubiš so prijateljsko družbo, jaz sem imel prej, smo bili najboljši prijatelji, tam Nova revija, Mladinska knjiga, Klike, Klake, in to je vse šlo, recimo Nikota Grafonarja sem srečal po 10 letih abstinence v liftu dela in rekel, Gradišnik, a ti še vedno ne piješ več? Sem rekel, ja, zdaj sem že malo poznal. On se pa ni nič rekel nazaj, tudi zato sem samo obrnil se, pa je gledal v steno, tam ali pa scal v steno, ne vem, kaj delo. Pač v glavnem nisem menil, totalna ignoranca in tudi dejansko sem padel ven iz teh klik, to se je poznalo pa tudi pri, ne vem, iskanju recimo založnika pri Mladinski knjigi za svojo knjigo, konkretno. To so še vedno odmevi teh zamer, te stare moje pivske družine, ki je rekla jasno, Branko, če si ti pijanc, kaj smo pa pol mi? Jaz se pa nisem upal reči. Mislim, tako je bilo. Branko, en zanimiv del je tukaj, in sicer ta, da... Ti moraš kakati v besedo, veš. Ja, vem, sem dojela. Kar je meni zanimivo... To je kavarniški pijanski stil, ki ga imamo, veš. Ja, se zato namenoma. Kar je zanimivo je to, da si ti bil dolgo časa dopisovalec različnim primerkom trpečih duš, tako v reviji, kot potem tudi zasebno. Napisal si več knjig na to temo z vprašanji, kakšno je mentalno zdravje Slovencev. Gre vse tako, kot mora iti? Moški mi ne pišejo, to pomeni, vsi moški so zdravi. Ženske pa res pišejo, vendar sem se jaz upokojil. To sem delal od leta 2004 do 2017, zdaj sem star 68 let, lahko si začunate, koliko še manj, če hočeš kaj napisati, še kaj mogoče prevesti, imam svoje, doma imam 4 pse, čist grem 2krat na dan vsaj jih sprehodem, enkrat od tega je to sprehod po gozdu, pa po polju, to je po divjini in to me napolnjuje z velikim veseljem. Imam ženo, ki jo imam silno rad in škoda ni prišla, ampak sem rekel, da ne pride, da ona imela, da namesto mene govorila, da ona pozna vse moje štose, pa še kaj svojega ve, ker jaz niti vem, ne bi bila bolj zanimiva za podvodvati, ampak pač je pametnejša od mene, pa je ostala doma. Mentalno zdravje Slovencev, ne vem, zdaj sem videl, sin je prišel tam, pa je povedal, da bojo zdaj na Filozofski fakulteti 3 leta morali uporabljati v nevtralnem jeziku žensko obliko. Se pravi, on more priti in reči, sem prišla na izpit, in tako, in
To je tak je, to zdaj kaj je, to nekaj pove o ženskem zdravju tudi, no. Zdaj, jaz sem predlagal že pred časom, da bi bil izraz ženšče veliko boljši, ker je to srednjega spola in je neutralno in bi se ženske dobro počutile, ženšče, pridi malo sem, ne. Ampak nekako so me drugi jezikoslovci in taki preglasovali, da ne. Jaz bi šla nazaj rada, tisti prvi stavek, ki je še vedno odzvanja, v bistvu je zelo glasen. Moški mi ne pišejo, torej z njimi vse v redu. Ja, no, moški imajo bolj agresivne načine nadomeščanja lastnih nedostatkov, pa samozamotovanja, ne, oni delajo to vse bolj. To vidiš, če greš v divjino, najdeš dve vrsti, no, tri vrste, ne, pravzaprav tri vrste, spolno gledano, tri vrste ljudi, ki smetijo, ne. Fantje je tako, grejo tam, pa si vzame, prinesejo si iz McDonald'sa si prinesejo nekaj za požret, pa on fukne na lev stran, on fukne na desen stran od avta, ne. In moškega spoznaš potem, ker piksna vedno zmečka, pa fuknejo delač v kakšen grmove. Znova, tam imam največ dela, jaz rad pospravljam pač. Pospravljam, ni to nobena prisila, pospravljam tam, kjer hodeno spravljam, te stvari mi kjer živce, če ni pospravljam. In z njim imam največ dela. Še slabši so oni moški, ki so odraščali še v času, ko se jim navijali ušesa zaradi pospravljanja in so se navajali skrivati svoje smeti pod skale, v štore, kakor da pol smeti ni več tam, kot pred starševimi očmi, ne, je treba vse skriti. S tistim imam največ dela, moram šele najdeti smet, da jo pol poverim, ne. No, medtem ko pa ženske pa mečejo svoje te blažilne robčke, higienske robčke in pinte, po domač povedal, ne, če še poznate, znam se vedel, da moj sin ne veš, kaj je to pinta. Čeprav je slavna pesem, to bo vedel Vladimir Gajšek, ki je pesnik, moj kolega tle, od Čabija, da čez morje šprinta krvava pinta, za njo pa plava od kurca glava. In to je bila slava pesem. To je Šalamon. A je bil Šalamon to? Jaz mislim, da je Čabi, no, hvala, sem bil zikar, da je Čabi. No, super. No, to je laureat Tomaž Šalamon. In ženska pa drugače, se pa moški grejo, pa se ga nažrejo, pa tam mogoče kaj razbijajo, ne, smetnjake prevrnejo, tisne, to je vsa njihova agresija, ki se sami niti ne zavedajo, ta agresivnost, da piksno zmečkaš, da vržeš smeh. To je ene travme iz otroštva tam, ta starte, razumeš, rodiš se v svet, ki je navpičen, skozi te jebe od zgori dol. Sploh ne opaziš, da je možno imeti vodoravne odnose, da dva lahko kot na plesu, recimo, da se lahko med sabo mož pa žena pogovarjate vodoravno, ne pa navpičeno. In to je blazno nesporazum, ko pridejo ljudje, ki so bili skozi, rodil se je, pa ga je foter, pa mama, potem je šel v šolo, se ga v šoli jebal do konca do vojske, pa iz vojske prišel, se je poročil. Jaz sem zdaj začel piti na unapogo babo, ne, ko babče je zmešalo, ne. Srednjega spola, kaj bo govoril, ker je prvič iz gostilne prišel, ne. To je res problem, ne. No, medtem ko ženske pa to drugače, tam pa dobim, kaj najdem. Najdem račun od lekarne, pa najdem prazne tele paletke od Novolaksa. Se pravi, one grejo, one imajo mater, recimo, kontrolirajočo. Kaj je Novolaks še najprej? Novolaks je neko dristila, pa se pravi, dristila je za diarejo, povzroča, če vzameš več kot 2 tabletki. In jaz, ki pospravljam in ki sem tudi načitan človek in pogledam, mene zanimajo te reči, zanima me življenje, ki se kaže v teh smeteh, ne. In tam najdem račun od lekarne, ki je datiran z nedeljo, to pomeni. Punci sta prišli pa sta rekli, Helena gre z mano, grejo na Šmarno goro. In so se odpeljale do lekarne, vzela so si Novolaks, šla sta tam na moj teren, odprla sta Novolaks, požrla vsaka eno paleto, se pravi vsaka po 10 tablet, šla sred odzad, kar seveda jasno tudi najdem, ki je treba tudi toaletni papir pobrati, če si dosleden, ne? Doslednost je ključ. No, tako, se pravi, tle pa vidite, da to tle pa ni agresivnosti, to je pa vse autoagresivnost. To je obrnjeno nase, ne? One sebe kaznujejo z anoreksijo, ker seveda vsak otrok se pa maščuje svojim staršem na tak način, da samo odpove, ne? Sam fantje odpovejo na ta način, da postanejo barabe, huligani, razbojniki, pijanci, narkomani, ženske pa na ta način, da shujšajo, pa skirajo. No, ampak midva sva ugotovila v enem od telefonskih pogovorov, da so vsa ta pravila, v katere si ti dolgo časa verjel,
začela nekako krepko se spreminjati, predvsem kar se tiče moško-ženskih vlog. Se to še drži? Ni, spolnost je preživeta. Spolnost je preživeta, ne. Tudi nekak, zdaj se vidi, da so imeli ženske prav te reči akulturirane, ne, ko so vedno rekli, da je to moška dominacija, da je to akulturirane, da to ni zaradi tega, ki je moški močnejši. Ampak zato, ker je družba tako, družbena klima tako postavljena, ne. In zdaj se skazuje, ja, da dejansko, da spolnost, da materinski nagon ni dovolj močen, da bi ženska dejansko pred 35 letom opazila, da bi rada otroka, ne, se pravi, družbena ta schema, po kateri, če jaz plačam te kofe, pomeni, da potencialno vnaprej spolno nadlegujem te, ne. Mislim, to zdaj govorim o Ameriki, pa na Japonskem, pa tako naprej, kjer so te stvari popolnoma jasne, kjer so ti odnosi med dvema spoloma ne more biti več naravni, ne more več iti tako, da bi moški pač probal penetrirati, se pravi, da bi osvajal, da bi povedal kakšen kompliment, ne. Tam ne moreš več vrat odpreti, ne, ker je to harassment, ne. To je tožba sledi. Če vrat odpreš, ženski sledi tožba. In to tožba, kjer ti sklače snamejo, ne. In iz napačnih razlogov. Tako da, ja, to je veliko stanje. Vsak si lahko, jaz lahko sam tle vam povem, vsak mora sam za svoje zdravje skrbeti pa svojim najbližjim, če se dobro razumete, je to super. Vse drugo, da bi pa človek pričakoval, da bojo zdaj drugi ljudje zdravi. Se veste, če bomo vsi zdravi, pa če bomo vsi jedli, če bomo vsi olivno olje pili, potem olivno olje ne bo. Že zdaj je produkcija, svetovna produkcija, 3-krat manjša, kot je svetovna prodaja letna. To morate razumeti, to pomeni, da je 2/3 olivnega olja narejenega od strojnega olja. In ko smo že pri zdravju, veliko vlogo pri zdravju ima tudi umetnost. Barja Drnovšek. Kje je Barja Drnovšek? Tukaj je. Pridružena članica skupine Nika Vistorovski in Supermodelisti. Zadaj je Bojan Cvetrežnik. Jima bom tokrat dovolila, da nastopata brez vokalistke. V glavnem, Barja Drnovšek in Bojan Cvetrežnik sta pripravila nekaj za nas. Samo sem si kih premislil, da ne vem to, kaj smo si mislili. Bova samo govor, predtem še nekaj drugega, lahko. Super. Evo, tu imamo eno še neizvedeno delo, vse v Sloveniji, no. Barja, prideš to malo znaš note, brat. Ne, to je slovenska ljudska glasba, je včasih tako res nekaj posebnega, ne. Večinoma so neki valjčki, pa žigi na 2, na 3, nekaj, tam pa recimo tako, znate tako, čika bum, bum, čika bum. A znate to reči? To mi pa. 3, 4. Čika bum, bum, čika bum. Še enkrat. Čika bum, bum, čika bum, čika bum, bum, čika bum. Kjera je to pesem? No, ker mi te otroke učim, ne, take pesmi, ne? Potem pa grem v Anglijo, kaj pa ne za njim rečem. Dancy blackboard, be of use. How can I have no shoes. I'll be dancing like a skipper if you buy me at least one slipper. Niko, mislim, z Niko sem že kaj zaigral tako v življenju, pa
ona ima ful dobre odnose z Brankotom, pa to, pa kaj, če bi mogoče jaz imel angliško verzijo, veš, črni kos. In potem, hvala lepa, Branko, no? To sem si vzabil. Ne, in potem je to se zgodilo v pol dneva. In potem bilo, I'll be dancing like a tit with polkas free, I'll do my bit with my heel, I'll stomp the ground till I shakes at every sound. In naša najpomembnejša kitica, kdor pa hoče plesati, more godce plačati, saj ni godec kakor konj, da bi godel kar zastojn. But whoever wants to dance must pay fiddlers in advance. A fiddler isn't like a horse, making music without a purse. Če lahko samo rečem, da 3 stvari so v življenju, ko sem res ponosen na nje. Prvo so moji 4 otroci, drugo je, da sem nekakšen sooče Ljubljanskega maratona in tretje pa, da sem član ansambla, ker niti ne vem, kako je ime. Storovski in supranudist. Supranudist. Nudist, ja. No, to smo mi, ja. A jaz sem tudi? Ja, valjda. Mi pa so pol rajši v afterju, kakšno tako malo bolj. A bova midva dogovor ali romanco? Dogovor gotovo ne. Romanco? Morda tudi ne. Raje ne. Še. Moraš se zvaditi? Ja, mislim, da še najbolj. Prav. Pol urice. Pol urice še imaš. Hvala. Hvala lepa. To zdaj čisto resno sem povedal, no. To so 3 stvari, tako, ker včasih je rekel, ti, a veš, da sem jaz član ansambla? A res, koliko vas pa je? Kvartet smo ustanovili, koliko vas pa je? 3? Kaj je? Kjeri 3 to? Ja, jaz pa moj brat. A ti imaš brata? Ne, zdaj kažeš. Kar je zanimivo je tudi, da smo knjigo si izdal pri založbi Unikon. Šefa sta zakonca Rubel. Ti si bil sodelavec samovega očeta Janeza. In k Janezu, gospodu doktoru Rublu, nikoli nisi hodil na terapijo, si mu pa potihem sledil. To je tudi ta legenda, o kateri ti velikokrat sam rad govoriš. Ja, tako je bilo. Rekel sem, vi skozi govorite, da brez vaše terapevtske skupnosti, to je bilo, ko sem ga prvič videl, sem ga pravil, ker me povabil, da bi bil vodil nek čaj, pač pisanja, pa ne. Kako zdaj to? Vi pravite, da se nihče ne more zrihtati, če je zunaj vašega tega kroga alternativne terapevtske skupnosti. Kaj pa jaz, ko 7 let, že takrat 7 let, 8 let nisem pil. Rekel, ja, ni teh gradičnik. Glih s takimi, ki ste vi, imam najboljše rezultate, ki mi diskretno sledite. In jaz sem padel, ne? Padel sem, čist, na kolena sem padel. Res je bilo, seveda, res sem. Kdor ni Rogla poznal, Rogla je ogromno naredil. Že sam s tem, da je bil osovražen, pa je bilo že dosti. Če bi bil pa še ljubljen, bilo mogoče še boljše. No, tako da vsak čas mu. Zdaj pa da rečem, da se vrnem temu zdravju, kdo je zdrav, pa kdo ni zdrav, pa tako. Prej sem rekel, noben se ne zajebava takrat, ko dobi pismo od specialistov, jutri se zglasite še na dodatno snemanje s CAT-scanom možganov. Brez skrbi, nihče se potem ne zajebava iz Boga. Ne. Tako da, to je treba vedeti, vsi smo pod kožo, smo vsi verni takrat, ko je prav trenutek. Tako da, tle nas tudi držijo pač vsi ti zdravilci in tako naprej. Ampak hkrati je možno, če začneš verjeti sam sebi, da bom sam en zelo dober kontrargument
znanosti. Čeprav pravim, jaz imam raj sem živ anekdotično, kot pa da sem znanstveno dokazano mrtev. Res, ne, ker vedno ti reče, razumeš, vedno, ko nekdo dobi neko obliko nekega zdravljenja, ko veš te primere, kako so ozdraveli ljudje, vsi reče znanost, to je samo anekdotično, veš, to nima veze, ne, to ni kauzalnost, ni dokazana, vzročnost ni dokazana, ni dokaza, da bi azbest povzročal silikozo pa azbestozo. Ni dokaza znanstvenega, da cigarete povzročajo pljučnega raka. Ni dokaza, je samo korelacija. To pomeni, če imaš zvišano prisotnost azbesta, imaš tudi več silikoze, pa če imaš pa... Ampak je možno, mogoče so pa elektrovodi krivi, ne, mogoče, ali pa kaj v zemlji, ne, ali pa je on človek jedel preveč mesa, ne, tako ti rečejo. In zdaj pomislite, da je to ista družba, ki vam tako govori, ti ne moreš tožiti, ne moreš iztožiti kapitalista, razumeš, ko te zastruplja, zaradi tega, ker ne moreš dokazati kauzalnosti. 50 let so rabili, da so končno prišli do konca tobačne industrije, recimo. Pa še ne, oni zdaj prodajajo z Micronite filtrom, da ženske črkavate od pljučnega raka, zato ko kadite, tako da vam dim prihaja v najbolj skrite, ker je toliko bolj kataliziran, vam prihaja do zadnjih pljučnih šičkov, najdejo ga 10 let pozneje raka in tudi inoperabilen je, zato ker je čisto spodnji. Jaz sem na srečo kadil rjave zeta ali pa modre ali pa zelene morava izražena po okusu milijona pušača. Je pisal na ladji, niso lagali, niso rekli, da bo to, pač pa kolojstvo svežuje, so bile tudi take cigarete. Tu sem dobesedno ti rekel, mentol te zdravi, ne? Sprašal v zdravniku, je kadil, sestra je kadila, pripeljal se z avtobusom, kjer je šofer kadil, tak je bil moj svet, normalno, da sem bil kadilc. Pri 10 letih začel kaditi, ker sem se delal, kar je moj brat delal, pač ki je bil 5 let starejši. No, ampak to hočem reči. In ti ljudje, pa ko prideš pa pred sodnika, ki nekaj narediš, pa ni tako. Tam pridejo z nekimi circumstantial evidence, z nekimi okoliščinami. Prvič, ženo si sovražil, drugič, kupil si struh za podgane, ampak nimajo, telesa ne najdejo, žena je zginila, ti si rekel, žena je rekla, jaz grem po olje, po trgovino in je ni bilo nazaj. In on reče, ne, mi vas bomo pa kar obsodili na smrt. Zaradi tega, ker porota, mi ni treba imeti kauzalnost, zadošča ji, da je razumno, da so argumenti razumno govorijo pred verjetnosti, da ste vi morilci. In ti izglasujejo, 12 mož tam izglasuje in ti povejo, da smo morilci. Se pravi, ta ista družba je to, ki ko ti skušaš jih tožiti, rečejo, ne se tako iti, ker to ni znano, znanstveno ne moreš nam dokazati. Tle pa, ko pa oni tebe tožijo, jih pa ne zanima več kauzacija, ne, vse iščejo truplo, ne, moram reči, da iščejo, vse se trudijo, ne, moja prva žena se je skoraj našla. Ampak, no, se je še nisem našla. Tako da, to je samo bila šala. Začela sva s humorjem. Moja žena je tle, Tiho. Začela sva s humorjem in ali je smeh pol zdravja, bi prebrala samo en del in boš ti tudi sam kasneje odgovoril še na to vprašanje. V knjigi se vprašaš, ali lahko o zdravilnosti humorja sklepamo iz dolgoživosti in preberem izsek. Največji in edini slovenski humorist, Fran Milčinski, s svojim pisanjem izkazuje ne le šegavost, ampak tudi ljubeznivost in vedrino svoje nravi. Živel je v srečnem zakonu 4 potomci, no, pravzaprav v zakonu z ženo, jasno, a v tem zakonu so se jim rodili 4 potomci, ki so se odlično izkazali vsak na svojem področju, to seveda pozneje, da se razumemo, in opravljal je pravniško službo, ki ga je veselila. Kot mladinski sodnik je bil tudi intelektualno in moralno vse skozi angažiran. Njegov humorno-vzgojni mladinski roman, Ptički brez gnezda, je morda najbolj brano slovensko literarno delo vseh časov, pa vendar je mož doživel le 64 let, zadela ga je možganska kap. Torej, začetna teza, da je smeh pol zdravja, najverjetneje ne drži, ali je razlog iskati v tem, da skozi ljubše zgodovine vsa življenja delujejo srečnejša, kot so bile v resnici? Pa najbolj tako veljalo tudi za Frana Milčinskega. Ne, on je nekaj moral biti s prehrano, zelo je bil debel. Zelo je bil visceralno maščobo je imel, ne vem točno, kako se je hranil.
vem, da je v enem njegovi zgodbi tukaj počiva Ranka kura, odbila je zadnja ura, je vers, ki bo potrdil Gajšek, moj kolega pesnik. In mogoče je preveč koretine snedel, no, ne vem, ampak pač jaz nijam, jaz zdaj govorim kot vegetarijan, tako da bil sem pa mesojedec do pred enim mesecem, tako da ne morem... Ja, to sem dobro vprašal. Ja, to sem dobro vprašal. Če bi vam rekel, če bi vam povedal, da sem bil ljudožerc, pa bi se šele krohotal. No, ampak tale vegetarijanstvo pred enim mesecem, zakaj? Ja, ne, to je že popolnoma smisel, ampak to nema nobene veze zdravje, to je čisto moralno stališče je bilo. Na Hrulu sem, imam dvojčke, imam 21 let stare, sin je meso in se tako malo se drži na ketozi. Hči je pa veganka, ki ima za razloge, zato ker ima tudi razne pač take alergene reakcije v telesu na mleko, na gluten in tako naprej. To so res komplikacije, ampak je drugače tudi, no, lahko bi jajce jedla, pa jih ne je pač. Lahko bi mleka ne bi smela, ne, tam ima problem, no, ampak v glavnem je tako, da je zelo stroga in ko smo prišli na rojstni dan moje starejše hčere, ki je zdaj že 45 let stara, so nekako pozabili na to moja hčerka in so ji ponudili prinesli samo 6 korenov, 6 korenčkov, nič drugega niso imeli hiš, tudi niso bili surovi in potem tiste surove korene tam jedla. Sin, ki se pa hotel prvoščiti čevapčiče, pa vse to, je pa pač imel slab občutek in kadar ima slab občutek pri 21 letih, to imamo še pol, tudi pri 68-ih, postanemo malo defensivni, se reče defensivni, v resnici pa postaneš ofenziven, začne reči, ki mu reče nekaj, zakaj pa nisi, ja, kaj pa ti včeraj naredila, kaj pa ti mene kdo je pa zmagal v drugi svetovni vojni, je venti, ne, pa ste pa tam, ne, se spomnim, ko sem pa se res na letališču, enkrat sem bil, pa sem se usedel na klop tik pred eno črnko, ne, pa je pa, ona je prišla, pa me je čisto gorčno gledala, sem rekel, v Londonu, mi smo prej prišli, ne, kako ste prej prišli, vse ni res, kako ste prej prišli, ker res je ona se je malo tako gibala, mogoče je imela na 20 metrov, da piše prednost, zdaj pa jaz prehitro, se ko, ja, mi smo prišli že pred 10,000 leti, vi pa pred 100, ne, še je bila z Jamajke. No. Zato je jasno, zakaj je tvoja žena v diplomaciji in ne ti. Ja, to je res. Skratka, bilo je tako, da je sin začel govoriti o super človeku o tem, da imamo pravico pobijati živali, da živali so nas zalezvale nekaj milijonov let, pa smo pa nekaj 100,000 let, zdaj smo pa mi ta glavni in jih potem pač jemo in tako naprej. In meni se to, mi ni zdel prav, pa sem se malo razburil, pa sem rekel, da je brezobziren do sestre, pa tako naprej, pa pol, da se ne bi kregal, ker se ne kregam, ne, ker to je samo šel se glava. Sem vstal, pa sem odšel, ne, in ko sem odšel, sem šel k eni veliki svoji prijateljici, ki je pa že pokojna na enem grobu in sem se tam malo z njo menil in ona je rekla, veš kako, na 2 stolih je težko. Imel sem 2 problema, no, in ta prvi je bil v zvezi z nekim prevajanjem, pa nekim sodelovanjem z enim človekom in tam je šlo za to, da sva 2 človeka eno stvar delala s popolnoma različnimi metodami in to je, ne moreš hkrati sedeti na 2 stolih, je rekla. In ko mi je to rekla, hkrati se mi je posvetlil, da je ta drug problem, za katerega bi tu sem tudi hotel njo vprašati, da mi ga je že rešila, da ne morem sedeti na 2 stolih. Ne morem po en stran govoriti sinu, da je, kako je brezobziren, pa tako zdravom bom pa pol šel, dam pa čevapčiče žrl. Pač ne gre, ne, ali imam sočutje do živali, pa pol jih ne jem. In sem nehal in je bilo do pred 5 dnevi odlično. No, in ko smo o mrtvih že začeli govoriti... No, humor, pardon. Ja. Humor nič ne pomaga, smisel humor. Tudi jaz sem smisel humor cel življenje, ker ko sem bil 10 let star, so me tepali in sem se navadil pol s humorjem se prilizovati družbi, tako da sem imel vedno bil nekak smeh. To nič ne pomaga, dokler nisem postal dobre volje. Ne? Če si sam duhovit, si lahko hudoben, si lahko škodoželen, si lahko, koliko smo slišali od Nika Grafenauerja, recimo, takih duhovitosti, zaradi katerih bi ga samo rad sunil šel. No, in tako, da to, ampak
res je pa, da pomaga pa, če si dobre volje, ne, če si če gledaš skozi nekaj rožnata, ne naivna, ampak če si dobre volje, pač, da se zavedaš, da vsaka stvar je za kaj dobra. Moj prvi zakon, da se razumemo, moja mama je bila, jaz sem jih hvaležen, vse to, kar je naredila, jaz sem to rabil in jaz sem rezultat tega, seveda sem se tudi sam naredil, ampak to je vse prav, mojih 16 let prvega zakona je bila priprava na srečo 30-letno, zdaj bo hvala 30 let v drugem zakonu, ker sem se zelo mlad poročil. No, in tako da vse to, če enkrat priješ do tega, da je vse za kaj prav, da je vse dobro, pa če znaš to, kar zna vsaka bosanska mati, ki ti reče, mili Bože, na tom daru ti hvala. Ki ti reče, ki ji otrok umre, na tom daru ti hvala. Če prideš do tega, a veš, ampak v naši družini za zdaj to zna samo manjki. No in si v bistvu zanimivo, da si omenil manjki, a drugi je Honza, živali, ne? In zraven bomo dali še mrtve, slava jim, in ko govorimo o mrtvih, bom zdaj omenila tvojo mamo. Namreč, ena zanimiva prigoda iz tvojega življenja je tudi strah, ki si ga imel zelo dolgo časa pred psi. Dolgo časa si potreboval, da si ugotovil, da ta strah sploh ni tvoj, zdaj imaš 4 pse, pa mi povej, malo za zaključek mi povej, zdaj pa sploh, ko si postal vegetarijanc. Pa ne more biti zaključek, če še nič povedal nisem dobro. Še nisem nič začela govoriti. Vse še A sem vam povedal skrivnost starosti, recimo. Zavedajte si, starost sveta začne 16 let nad vašo trenutno starostjo. Sam to se zavedite, vedno boste mladi. Ko če stari 60 let, pa v nekdo umrl, ki 70, kaj? Kako pa je bilo to? Je to potrebno? To je, škandal, kako je mogel umreti? Res je škandal, ampak kakšen škandal je šele za psa, ki ima krajšo življenjsko dobo. To je pa, no. In bi rada, da mi poveš, kako se je razvijala tvoja ljubezen do živali in ali je tudi pri tebi, tako kot pri meni, da imamo včasih krajši kot mene. S čimer se ukvarjaš, če se ukvarjaš svobodno, če ti ni treba v službo zaradi tega hoditi, če te ben ne jebe v glavo zaradi tistega, kar delaš, boš tisto, kar delaš vzljubil. Tisti serijski morilci vzljubijo svoje serijsko morilstvo, ker se s tem ukvarjajo. Oni jim prihaja, razumeš, 4 leta, 2 let bunker dela tam pod zemljo, kako bo uno noter spravil, 1 let si rihta tiste cevke, ki jo bo mučil, pa tako naprej. To pač vzljubi. Vsak vzljubi svoje. In v začetku pa ni tako, v začetku je pa pač tako, da se bojiš tistega, ki ti drugi diktirajo, da če imaš mamo, ki te prime za roko ali pa vzdigne v naročje, kadar gre pes nasprot na 50 metrov, boš kot otrok, če si tako pameten, domneval, da so psi zelo nevarne živali in se jih boš pol bal. In jaz sem se jih bal, dokler nisem dobil otroke, pa sem se jih še vedno bal, ampak sem fintiral, da se jih ne bojim, zato da ne bo otrok svojih okužil, ker greš v Tivoli, greš na sprehod, tam so psi, pa so začel laufati, ko srečaš 10.000 psa med laufanjem, pa ti še vedno nič ne ugrizne, pol opaziš, da neki s tvojo percepcijo tega, kaj ne bi bilo nevaren, pa kaj ne, očitno je narobe, ne. In enkrat sem pa prišel, pa sem mami mogel nekaj iz ene trgovine odnesti. Pride pa ni hotel iti noter, bila pa taka trgovina, Mercator, klasični Mercator, zbral desno police z robo, levo bife. V sredi je bil pa tak vetrolovček, ne. To je bilo tipično, taki so bili Mercatorji, so še niso, a so še, ti ta mali, oni ta veliki nisem imajo pa že slaščičarne. No in mat ni šla noter, se rekel, kaj je, zakaj je, šla, sem mi nič poklicala, mater, da ti nesem robo pa to, ne, tiste, ne vem, kaj je imela. Nikakor nič ni rekla, kar odzunje bila. In pol malo pogledam in sem videl enega tacga Sky Terrierčka, une ta bele, ta male, ki so bili včasih magnetki, se pravi, niceni sobni kuški, ki je bil prevezan v tistem vetrolovu. In jo pogledam, ti si bila prasica, ti si me jebala, ti si me uničila. Takrat sem videl še, ona je skrivala svoj strah za mojim ciljnih. Jaz sem se pa tako bal psov, da nisem mogel po poti iti, če sem tam zaslišal lajanje na enem vrtu, sem se obrnil, sem šel, pa ni bilo Garmina, da bi pisali avoid dogs, ne, da bi jaz sledil, kako naj se ognem tega, sem mogel iti, pa v drugi ulici, mater, v Rožno dolino sploh nisem šel. Na Mirje sploh nisem šel, da so bili predeli Ljubljane, jaz sem bil mestni otrok, samo zaradi tega sem se psov bal. Zdaj pa ne grem v mesto, avto sem pustil danes, grem z avtom, grem samo
zahodno od Tržaške proge, tam sem ga pustil, tam ima meni bife žolna, če kdo hoče z mano pogovor, lahko se tam dobi, ali pa čolnarna, Tivolska čolnarna, to je, sta dva, a pa seveda Rožnik in Čat in tako naprej. Tako je, ali pa Šmarna Gora, tako naprej, ali pa Sveti Jakob. Bojan, že kaj znamo ali še ne znamo? Co sem se naučil zdaj, ja. Ok. No, super. Preden predamo besedo gostom, ker pač V glavnem, gibite se, razgibajte se, zjutraj delajte, če delate trebušnjake, delajte tudi hrbtnjake, delajte oboje. Če z levo roko nekaj delate, naučite se z desno, če z desno nekaj delate, naučite se z levo. Uporabljajte svoje telo, zato da se bo dobro počutili, pa vam bo hvaležno. Narejeni ste iz tistega, kar ste duševno tudi, kar uživamo, iz tega smo. V naših črevih so ene bakterije, ki so naše kolonije, tako kot so vse celice, to so bile, nekoč smo bili razdruženi, smo bili vsi enoceličari, naši predniki, to se je počasi ena celica in druga požrla, pa sta slučajno začeli sodelovati, tako se je začel. In zdaj smo pa tle in temu sistemu je treba dati možnost, da sodeluje med sabo. In možnost sodelovanja je pa samo tak, to telo je perfektno, kar se tiče treniranja milijon let za to, da homostatično samo zase skrbi. Zdaj, ko hoče svet, treba se ugibati tistim rečem, ki so v zadnjih 100 letih nastale zaradi tega, ker so dejansko take, da se jih telo ne more navaditi. To je vse, se pravi. Spite, pejte spat, če morate s kuram. Če nimate kur, vzemite peteline. Zbujite se s prvo zoro, ni lepšega kot telovaditi, pa si z mrzlo vodo umivati na vrtu nekje, naredite si na vrtu mrzlo vodo, dotok mrzle vode, ni večjega užitka. Sploh si ne morate misliti, kdor zdaj misli, da je užitek, če 3 pire rukne, mora vedeti, da je blazno večji užitek, če si 5 minut pod mrzlim tušem. To je nepredstavljiv užitek. To dosti bolj živ si, živ ga te naredi. Čeprav, priznam, da tudi oni, ko mučijo živali, to delajo zato, ker jih to poživlja, razumeš ti. No, pravim, pa ne bomo s tem zaključili. To je vse relativno. Ja, znam, da je vse relativno. Jaz vsekakor tole knjigo izjemno priporočam. Res je zanimiva, ne zaradi vseh dejstev, ki jih tudi znanstvenih jih navede Branko, ampak je res duhovita. In mene v bistvu v resnici najbolj čudi, da ni popolnoma razprodana, ker to je, mislim, te knjiga, ki bi mogel imeti vsak doma. Zaključila bom pogovor z še eno. Poskušal sem jo dati zastonj te tekste Ministrstvu za zdravje. Sam, da bi oni imeli, recimo, kar pišemo o hrbtu, pa da dajo vsem tem bogim revežem, ki jih boli hrbet, da ko pridejo k svojemu zdravniku, da jim da na mest, da jih fopa, pa jih naredi invalide do konca življenja, da jim da 3 strani, ki sem o tem napisal, in če tiste 3 strani preberejo, jih na okoleš hrbet boli. Če jih pa kdaj bo, se pa najo zmena za to par ur in jih bo pol nekaj boli. In tako naprej. In seveda nisem nič dosegel. Moj primarni interes je seveda, da bi to imel vsak Slovenc v žepu. Kokrat neke cigarete. Ne, občasno malo potegne ven. Prosto. Samo še pesem. Ne, ampak zanimivo, začel si z užitkom, na koncu si omenil morilca, začeli smo s knjigo, ki bi imel vsak v žepu kot cigarete. Zanimivi so tvoji epilogi. Temu se pravi divergentno mišljenje. Divergentno mišljenje, dobro. Vedno je treba gledati, kot sem rekel, z levo, z desno. Treba je, če je vse za dober, je treba tudi spregovoriti o tistih, ne smemo se omejevati.